Čeprav se na površni pogled ne zdi nič posebnega, je tale četrta generacija Octavie povsem nova. Pravzaprav bi lahko rekli, da je po tisti prvi novodobni Octavii pred 25 leti ta četrta generacija največja novost. Tudi zato, ker so imeli inženirji tokrat proste roke. Spomnim se namreč, da sem bil pred 8 leti v Mladi Boleslavi na predstavitvi tretje generacije Škode Octavie. Avto je sicer ponujal tehnološke novosti, a z obliko ni ravno navdušil. Pa je šef takratnega Škodinega oblikovanja s cmokom v grlu priznal, da je imel zvezane roke, da so bojda pripravili najprej drugačno obliko, ki pa jim jo je Volkswagen mačovsko zavrnil. Seveda so se bali, kaj se bo zgodilo z njihovim Passatom. Toliko na kratko o novi Octavii, zdaj pa si jo poglejmo še podrobneje. A še prej, ste se že naročili na naš kanal, da boste redno obveščeni, kaj se dogaja v avtomobilizmu in mobilnosti nasploh. Sicer je pod videom ikona na roči, zraven je pa zvonček. Starejši vozniki lahko Škodo Octavio spremljajo že natanko 60 let. Tisti mlajši jo poznamo približno 25 let od trenutka, ko se je Škoda pridružila koncernu Volkswagen. In takrat je nastala tudi prva različica novodobne Octavie. Ta je takoj postala Škodin najbolje prodajan model in do danes se je zanjo po vsem svetu odločilo že več kot 7 milijonov ljudi. Kar seveda pomeni, da je Octavia tudi nasploh v znamki Škoda najbolje prodajani avtomobil. Odlično ji gre seveda tudi v Sloveniji. Na začetku je navduševala predvsem zaradi ugodne cene, zdaj pa mnoge prepriča tudi zaradi kvalitete. Glede na to, kateri koncern bdi nad njo, pa smo Slovenci še bolj popustljivi. Nekako velja tako, če si ne moreš privoščiti Volkswagna, se pač enostavno odločiš za Škodo. In če v Nemčiji velja pravilo, da je Škoda najcenejši Volkswagen, potem tudi v Sloveniji s takšnim razmišljanjem pač ne moreš zgrešiti. Seveda pa imamo Slovenci ob številnih drugih še eno težavo. Težko se namreč poistovetimo znamko, ki prihaja iz vzhodne Evrope. In če je avto še tako dober, nekateri pač ne morejo spregledati znaka na prednjem delu avtomobila. Da je to nesmiselno, vas ne bom prepričeval, morda pa vas prepriča nova Octavia. Nova Octavia je od predhodnice v limuzinski različici daljša za 19 mm. Tale karavanska je daljša 22 mm. In če tudi se zdi to malo, poglejmo, kje bi to lahko prav prišlo. Na prvi pogled se ti milimetri ne zdijo veliko, a pomislite, če sedite zadaj in voznikov stol pritiska v vaša kolena, se seveda ne počutite dobro. A dovolj je zgolj centimeter, da pritiska ni več. Torej sta 2 centimetra več kot dovolj, da se izboljša udobje in ugodje prav vseh potnikov v avtomobilu. Sploh če omenimo, da je Octavia za 15 mm zrasla tudi v širino. Ker pa je Octavia velikokrat prvi avto v družini, je seveda, ko govorimo o prostornosti, pomembno še nekaj. Prtljažnik. Ta je bil vedno nadpovprečno velik in tudi v novi generaciji Octavia z njim ne razočara. Že omenjeni karoserijski prirastki se pohvalno poznajo tudi zadaj, kjer je za 30 litrov prostora več. Skupaj pa je zdaj na voljo kar 640 litrov prtljažne prostornine. Seveda pa z laganjem naslonjal zadnje klopi dobite še dodaten in predvsem ogromen prostor. Brez dvoma največ novosti prinaša notranjost. Ta ni zgolj oblikovno drugačna, ampak je tudi tehnološko napredna. Voznika pričaka prenovljena virtualna armaturna plošča, kjer je mogoče izbirati med 4 različnimi prikazi. O obliki volanskega obroča in gumbih na njem se bodo verjetno sprožili številni pogovori, a dejstvo je, da se med vožnjo za nekatere tako pomembnega tretjega kraka sploh ne pogreša. Še večja sprememba bo za marsikoga prestavna ročica. V primeru samodejnega menjalnika je namreč sploh ni več, saj se z menjalnikom rokuje preko minimalističnega vzvoda. Predvsem zato, ker med njim in menjalnikom ni več mehanske povezave. Tudi pri Škodi pa se niso mogli upreti trendom, ki vse bolj prodira v svet avtomobilizma. Osrednji zasloni vse bolj po vzoru pametnih telefonov nadomeščajo klasična stikala. Če v nekaterih avtomobilih fizičnih gumbov sploh ni več, jih je v Octavii ostalo vsaj še nekaj. Vseeno pa lahko denimo s klimatsko napravo rokujemo le še preko osrednjega zaslona oziroma preko navideznih gumbov na njegovem spodnjem delu. A za razliko od Golfa, kjer se na spodnji pasici nastavlja tako glasnost kot tudi klimatska naprava, se na srečo v Octavii nastavlja samo glasnost.
Dvolitrski turbodizelski motor ponuja 110 kW, kar je toliko, kot na drugi strani ponuja 1,5-litrski turbobencinski motor. Obema je skupno to, da je to trenutno največja moč, ki si jo je moč zaželeti v novi Octavii. A kot pravijo pri Škodi, ni bil cilj hitrost, temveč varčnost. In tale Octavia je preizkušeno varčna. Na testu je porabila skromnih 5 litrov za 100 prevoženih kilometrov, na našem posebnem nornem krogu pa je bila ta poraba še za liter nižja. Ob tem bi morda motorju lahko očitali prevelik hrup ali pa zvočni kabini prešibko zvočno izolacijo, a na drugi strani velja pohvaliti samodejni menjalnik, ki deluje odlično in brez cukanja. V osnovni nastavitvi je podvozje mehko in udobno, kar seveda godi vsakodnevni vožnji. A kot takšno seveda ni primerno za dinamično vožnjo po ovinkasti cesti. Zato je bil testni avto opremljen tudi s sistemom za izbiro voznega profila Driving Mode Select. Prvič doslej pa lahko v Octavii izbrane parametre, kot so denimo vzmetenje, blaženje, krmiljenje ali delovanje menjalnika, prilagajamo svojim potrebam. Na srečo je Octavia v svojem bistvu še vedno Škoda. To pomeni, da je ohranila tudi paleto značilnih Simply Clever rešitev, ki olajšajo vožnjo in upravljanje z vozilom tako vozniku kot tudi potnikom. Prvič doslej je mogoče tako v Octavii naročiti tudi paket za spanje, ki za zadnjo klop vključuje 2 večja vzglavnika in odejo. A bolj kot slednje so dobrodošle številne druge rešitve, kot so denimo dežnik v prednjih vratih, strgalo za led pod loputo rezervoarja za gorivo, ki vključuje tudi lestvico za merjenje globine profila pnevmatik, ali pa integriran li v pokrovu posode s tekočino za čiščenje stekel. Z vsakim novim modelom je pri Škodi teh rešitev več, trenutno jih je že več kot 25. Kaj povedati za konec? Octavia je temeljito prenovljena in napredna, a še vedno ostaja idealen družinski avtomobil. Glede na prostornost in cenovno ugodnost osnovnih različic pa je seveda zanimiva tudi za podjetja. Tako lahko sklepamo le eno: obeta se ji svetla prihodnost.